Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Kako se vi spominjate 26 let nazaj in kakšna je bila vaša vloga takrat na tem karavanškem platoju? Jaz sem bil član Republiške koordinacijske skupine, odgovoren za mobilizacijo in nabor vseh teritorijalcev. 36 tisoč, še nekaj čez, je bilo takrat mobiliziranih v celoti. In glede na gorenjsko situacijo, ko so mejne postojanke oziroma mejni prehodi in pa karavle še vedno bile v rokah JLA, me je že v petek in potem še v soboto poslal Janez Janša, takratni obrambni minister, da ne grem najprej na pokrajinsko koordinacijsko skupino v Kranj in potem pogledati, kaj se dogaja in poročati ali pa spodbuditi, da enote na Gorenjskem reagirajo trdneje, močnejše in tako naprej. To je seveda bila zelo problematična naloga, ali pospešiti, ali sprovocirati bitko, ali so žrtve, ali ne bo, a se da kaj z dogovorom. No in ob situaciji, ki je tu bila, ko je poveljoči 33. območnega štaba major Smole Janez celo imel zmanjšano število učastnikov za plato, ker je šla kar nekaj enot, so šli takrat braniti Brnik oziroma preprečevati desant na Brniku, je moj prihod njemu bil dobrodošel. In on me v situaciji v nedeljo, to je bilo 30. junija, torej prav kot pravite na današnji dan, pooblastil, da lahko operativno delujem na platoju glede na situacijo, kaj se je zgodilo. Dogovarjali so se za to, da bi prekinitev ognja bila, vojska se ni hotela umakniti, JLA se niso hoteli umakniti in so začeli s pripravami na bojne aktivnosti. To pa zato, ker so naši teritorijalci in civilna oblast že zgodaj zjutraj, med 3. in 4. uro, poskušali s plinskim napadom, pa to ni bil pravi bojni plin, ampak je bil neke vrste močan solzivec, da bi jih onesposobili ali da bi jim otežili položaj na platoju, se pravi prav tu, kjer stojimo, ampak to ni uspelo. No in potem so oni, dva tanka sta bila tu prisotna, so oni prižgali tanke, so se pripravljali preko zvez, niso se hoteli več dogovarjati in seveda napetost se je stopnjevala do te mere, da so prišli z postajami RUP 1 pa RUP 3 so bile takratne vojaške postaje za vzpostavitev zveze. Iz platoja in s komando so želeli vzpostaviti zvezo v Ljubljani. Mi smo se ustrašili, da bo spet zveza zaradi avionov in smo jim prepovedali, da vzpostavljajo zvezo, dokler se ne dogovorimo. Oni se tega niso držali, še celo tanke so prižgali. No in potem je prišlo do streljanja. Jaz sem ostrostrelcu takrat rekel, da ne ustreli v RUP postajo. Ostrostrelec je seveda zgrešil, ampak na njegov strel je vojak pobegnil, tank je pa ustrelil najprej v hrušico pod hiše, da je počlo in je neslo zemljo, in drugič nad hiše. Glede na bližino mislim, da je to načrtno strelil, da ni strelil v hiše. Ali približno pol ure streljanja, nekaj mora biti manj, močnega streljanja, in ko se je ogenj prekinil, ob enih smo začeli s pogajanji, ob 4 smo začeli s pogajanji popolne in jih zaključili skoraj ob enih po noči. In drug dan se je vojska predala in pustila tu orožje. Torej, rezultat tega napada tu, brez žrtev k sreči, je bil zelo dober izkupiček. Osvobodili smo vse, bi rekel, obmejne karavle, obmejne prehode, vojska se je umaknila in osvobodili smo tudi ta plato. 2. junija so bili vsi obmejni prehodi v rokah teritorialne obrambe in slovenske policije. To je bil uspeh.